Dober dan od srede do srede. Najin sprehod od srede do srede začnenjava s ponedeljkom. Se strinjava? Ja. Dejva s ponedeljkom začeti. Zdaj, kaj se je zgodilo v ponedeljek? V ponedeljek je bilo v Washingtonu tako mraz, da so inauguracijo novega poglavarja Združenih držav Amerike morali izvesti v zaprtem prostoru, ne pa na odprtem trgu. In bilo je nekaj nenavadnih protokolarnih detajlov, ne, razen pač ta povezan z mrazom. Bilo je nekaj divjih prvih potez novega ameriškega predsednika. Bila je pa tudi pisana paleta gostov, ne, se pravi, tam zelo spredaj je postavil tehnološke fevdalce, bi mi dva rekla. Ne? Se pravi, prosto po Varoufakisu. Ja, prosto po Varoufakisu, se pravi Ilona Muska, Zuckerberga, Bezosa. Dejva s tem začeti. Zakaj on kaže, da je v koaliciji, zakaj Trump kaže, da je v koaliciji s tehnofevdalci? Ali, ko sem videla zdaj po stopnicah gor tukaj, sva gledala stare strani dela, ki si jih ti nekako iz postrešnje ali zdenki nabral. Ne? In eno ima izredno interesanten naslov, in sicer osvoboditev človeka postaja realnost. Ne? Resničnost. Ja. Osvoboditev človeka postaja resničnost. Zraven so pa tiste, ko so na Luno prišli in tako naprej. Trump je rekel, da je treba zdaj na Mars prijeti pa zastavo zapičati, verjetno ameriško. Ne? To bo malo Morgana, ne, ampak... Tudi na Luno se je zapičal ameriško zastavo, ne pa zastavo Združenih narodov, recimo. Ja, takrat še, zdaj pa ne več. Zdaj bo pa prej kitajska, ne. Prej bo kitajska zastava kot ameriška. Boš videl. No, pa se ni pomembno. Govoriš o Marsu ali Luni? Govorim za Luno na Marsu, ne. Ampak, lej, to, kar si rekel, ta feudalizem, tehnofeudalizem, ne, jaz se moram izpovedati, jaz tega nisem gledal, oziroma nisem mogel gledati. Trikrat po 2 minuti sem poskusil, pa nekako ni šlo, jaz tega nisem mogel gledati. Kaj, želočne težave? Dobil sem spazem mentalni, ne? In vprašal sem se, če bi to, a bi lažje gledal, če bi to režirala Leni Riefenstahl, ne? Ja. Bilo je pa tako kot Triumf des Willens. Leni bi to naredila estetsko brezhibno. No, in to je bil triumf volje, ne? Ja. In to, kar si povedal, ne? Ta protislovja, po eni strani rečejo, zdaj je pa prišel predsednik, ki bo ukinil cenzuro, ne? Hkrati pa v bistvu 3 tehnološke monopoliste, novo feudaliste postavi ravno v imenu tega, da bo feudaliziral informacijo, oziroma da jo bo dobesedno, da bo cenzuriral in usmerjal informacijo. Ne? Skratka, po eni strani bodo vse vulgarnosti in pa neverodostojnosti informacij dovolili, ne? Po drugi strani pa ne boš smel objaviti, če boš, kar se zdaj že dogaja, ne? Se dogaja že na slovenskih omrežjih. Nekdo samo omeni nekaj v zvezi z Gazo in tako naprej in se mu pojavi prepoved. Ne. In to je to, kar smo se naučili, ne, v vojni v Gazi, je dejansko prikaz tega, kako bo medijska cenzura v bodoče pač potekala. Ne. Ampak Trump je interesanten preprosto zato, ker mirno lahko ocenimo, da gre za lom civilizacije. Dejansko gre, ne, začenši za njegovo retoriko, ampak to, ko vzameš za neslano šalo, da on pokliče dansko predsednico, ona se je predsednica, če se predsednica vlade, ja. Predsednico in ji reče, ne, zdaj bi pa vi malo nam dali Grenlandijo. Ne. Ja. Mislim, to se razume kot slaba šala, ampak to sploh ni slaba šala, on resno misli. Ne. Potem, da z ukrepom podpiše preimenovanje Mehiškega zaliva, Ameriški zaliv, da se preprosto zlaže in reče, da skozi Panamo ameriške ladje pod nefair pogoji plujejo. Kar so novinari, to sem pa na CNN slučajno pobral, ne, preverili in ugotovili, da ni res, da je to preprosta laž. Ne. Skratka, to so stvari, ki nas resnično lahko skrbijo.
Ko to rečem, pa rečem mogoče pa manj kot to, da nas ne bi skrbelo, pa bi se dejansko dogajalo to, kar se je pa pod Bidenom dogajalo. Ne? Pri Bidenu je vse izgledalo, kot da nas ni treba nič skrbeti, zraven se je pa svet na glavo postavil. Ne? Skratka, Amerika, ker to smo že zadnjič debatirali o tem prosto po Varoufakisu, kako Trump v bistvu sestavlja štiriglato kuglo, ki se ne izide. Se pravi, imeti močen ameriški dolar, hkrati pa imeti cvetočo zunanjo trgovino, to ne gre skupaj. Ne? In on ima poln takih paradoksalnih zahtev, ki so v bistvu na koncu spričevalo patološkega narcisa, kar on je. Ja. To je patološka oseba. Ne? In apoteozo, ki so jo delali tudi slovenski mediji, pa to je nekaj groznega. Ne? To je tako kot Innocent III v tem, ne vem, kjerem že 13. stoletju. Ne? Saj mislim, da je bil v 12. ali 13. stoletju, ne? Ker je bila osrednja oseba sveta. In zdaj naenkrat je Trump osrednja oseba sveta, spomnimo se pa, na kakšen način je prihajal na oblast, z dobesedno z pokvarjenostjo, neotesanostjo, brutalnostjo, neukostjo in z vsemi nečednostmi, nekaj, kar v enem razsvetljenem svetu nikoli ni bila vrlina, če več, to se je zasmehovalo. Zdaj on naenkrat prva spoštovana oseba sveta in cel svet vleče po tem vzorcu vase in tudi v Sloveniji se ga je predstavljalo približno tako, kot da je prišel na svet iz dobesedno Marsa, kot brezmadežnik, kot odrešenik sveta, ne? To je nekaj norega. Ne? Mislim, ni šlo, jaz nisem mogel gledati tega. Tudi ne. Te naše delegacije so kja šle in mislim, to je neverjetno, kakšno apoteozo delajo iz enega človeka, ki je v bistvu res barbarno, neuzgojenec. Ne? Neuzgojenec. Ne? Ja. Tvoja recenzija tega Trumpovega nastopa je zelo ostra. Ne? Ja. Jaz sem prepričan, da ni koincidenca, torej naključje, da pa je sinhronizirano z njegovo prisego vendarle prišlo v Gazi do premirja. Prišlo je pa do premirja zato, ker je Trump poslal k Bibiju Netanjahuju svojega nekdanjega odvetnika, kasneje nepremičninarja, človeka, ki absolutno nima nobenih diplomatskih izkušenj. Klical je Netanjahuja v petek popoldne in mu rekel, da pride v soboto v Jeruzalem. Pride v Jeruzalem na šabat. Ja. Osebje od Netanjahuja je reklo, pa na šabat pa res ne hoditi. Ne? Ja. Je rekel, ne. Briga mene za šabat. To je newyorški nepremičninar judovskega rodu, ki je stisnil Netanjahuja in ga pripeljal do točke, ko je Netanjahu moral pristati na premirje, da je dober, tudi zaradi reševanja zadev povezanih s talci, ampak je potem to premirje z nekaj zamude vendarle nastopilo. Lahko obrnemo ploščo in dejansko, če reče having said that, da si povedal vse najslabše o Trumpu, kar je seveda legitimno, upravičeno in potrebno, je treba obrniti ploščo oziroma pripoved o Trumpu tako, da rečeš, prva neprimerna ovira, ki jo je treba enostavno premostiti in reči, s tem pa se ne moremo strinjati, je to, načelo vseh podjetnikov, gospodarstvenikov in pa ljudi, ki so zaverovani v to, da je ekonomija, da je država podjetje in da lahko vodiš državo kot podjetje. To je popolna napaka, popolna iluzija, ta ne razume nobenih socialnih sistemov, ne razume ničesar in Trump jih ne razume. Ampak na drugi strani, če povzamemo njegovo logiko učinkovitosti, je pa neverjeten. Se pravi, on ravno zato, ker je narcis, ravno zato, ker ne trpi poraza, ravno zato, ker se nekaj zada in trmasto na tem ustraja, on dejansko izpelje. On dejansko stvari izpelje. Recimo, Netanjahu dobesedno ni v lepi slovenščini rečeno šljivil Bidna. Ja. On je preprosto rekel, naš nacionalni interes je nad ameriškim. Naj to reče Trumpu, če upa. Ja. In to je ključ vsega, ampak Trump ga ne bo prijel tako, da mu bo, ne vem, odtegnil orožje, ne vem kaj, a mu bo nepremičnine poslal, pa ga bo prijel pri njegovem premoženju v Ameriki ali pa še kje drugje, recimo. On je učinkovit politik, on je brutalno učinkovit. Revolucionar. Ne,
On pa že ni revolucionar. Revolucija kapitala zruši, ne, on ga pa gradi. Še, mislim, ne podcenjuje revolucionarnih potencialov kapitala. Kapital nima revolucionarnih potencialov, razen to, da na koncu poje samega sebe. To, kar je Varoufakis napisal, ga dejansko pripeljal nazaj v feudalizem, v tehnofeudalizem. Ne? In dejansko v prvi vrsti so zdaj sedeli tehnofeudalci. Ne? Bezos, Zuckerberg in Musk. Ne? To so tipični tehnofeudalci, ki jih tudi opisuje Varoufakis na način, ki je pojedel kapitalizem sam za orodje kapitalizma, ampak v tem ni nobene revolucionarnosti. Ne? Revolucionarnost je... Mislim, je to vrnitev v čas rentništva. Ne? Za feudalizem je značilno rentništvo. To je točno to. In mislim, gremo v izredno temne čase in jaz se sploh ne bi izogibal raznih analogij. Ne? America first, America great again. Zdaj bo Amerika spet zadihala, spet bo dobila svoje dostojanstvo, zaprli bomo meje, imigrante in kriminalce bomo vrgli čez. Mislim, kakor se to privlačno sliši, je do neke mere celo res. Pa oba veva, da se v to retoriko lahko pakira vse kršitve temeljnih človekovih pravic, vse obračunavanje z svojimi nasprotniki. Ne. To je Hitlerjeva retorika. Zato pravim, to bi morala režirati Leni Riefenstahl. To je triumf des Willens, kar so počeli. Nuremberg. Seveda. Vse veva, kje se Nuremberg konča. Se tudi tukaj bo, ampak koliko trupel bomo za to prešteli na koncu. Ja. To je problem. Ta logika se vedno zlomi, drugače biti ne more. Edin, kar je problematično, je to, da se ta logika zlomi ultimativno zdaj tako, da lahko civilizacija propade, zato je zaradi atomskega orožja. Čeprav je, kot si povedal, Trump je v tem smislu mirotvorec, on zapira vojno v Ukrajini, on zapira vojno v Gazi, ne? Dajmo reči, da je to pozitivno. Ne? Kljub temu, mislim, se smo malo kontroverzni. Po eni strani ga hvalimo, po drugi strani, ampak logika, ki jo pelje. Mislim, sva kontroverzna. Ne? Se je čas protisloven. Čas je popolnoma protisloven. Ja, in nekatere stvari se na koncu seštejejo, na koncu so pojasnjene, ki na začetku niso. In kdor na začetku pojasnjuje, ga ljudje ne razumejo, ga celo obsojajo, na koncu nikoli se ne upravičijo, ampak rečejo, joj, saj res. Recimo tipičen primer zdaj od srede do srede, je bilo preiskovalna komisija, Tamara Vonta je preiskovala požarja. Spomnim se, kako je bilo leta 2007, 2008, kaj je požar počel. Vse posihman, kako je z enim računalnikom, z eno glavo, se je prodajal za neodvisnega novinarja, za direktorja, po $500,000 denarja je na mesec kasiral, naredil vse možne povezave, podaril vse profesionalne standarde in zdaj pristal na preiskovalni komisiji. Jaz upam, da bo pristal tudi na sodišču in upam, da bo pristal tudi v zaporu. Ampak Tamara Vonta mu je, ne vem, 2 ure in koliko tista mu je dokazala vse te nečednosti. In se je zvijal, kot presta. Jaz sem to gledal, zaradi tega, ker sem hotel, sem se mrcvaril in to pa sem gledal. Trumpa nisem mogel, to pa sem gledal. Ampak po tolikih letih on je bil strah in trepet vseh tistih ljudje, so mu plačevali za to, da ne bi objavljal izmišljenih svinjarij. So mu plačevali in od tega je živo. Kako nizko moraš priti, da ti lažne stvari, hote vede, da so lažne, pišeš in še to zaračunavaš, da pišeš drugače ali pa da sploh ne pišeš. Ne? In hoče povedati v perspektivi časa, se pravi, zdaj minil toliko leta, rečemo, gremo kaj proti 20 letom, on je zažgan. Mu nihče več ne verjame in jaz upam, da se bo njegova karijera in njegova ugled končal v pepelu in ognju, tako v požaru, če hočeš, v požaru civilizacije. In to upam, da se bo na koncu tudi zgodil Ameriki, ampak ne, da se bo zažgala, ampak da bo na koncu razgalila to bedo. Se ljudje v Ameriki so vendar protestirali proti nadzemskosti kapitalizma. Oni so Trumpa izvolili kot prvega kapitalista ali pa kot enega izmed vrhuške kapitalistov, zato ker so bili v socialni stiski, zato ker nimajo zdravstvenih zarovanj, zaradi tega, ker nimajo vseh teh stvari. Ker je težko protislovje. To je težko, sama protislovja so, ampak s tem, ko je on rekel America first, America great again, bi se morala v Evropski uniji nekdo zgant, pa reči, v redu, že pa to tako moramo pa mi delati na tem, da bo tudi Evropa številka 1, first, ne da bomo lakaji Amerike, ne da bomo lakaji kogarkoli, še najmanj pa lakaji kapitala, ampak da vzpostavimo spet Evropo in Evropsko unijo, tako kakršno je gospodarsko uspešna in se pravi Evropa demokratičnih vrednot in za razliko od Amerike celo socialna entiteta. Mimo grede, ko so že pri socialni entiteti.
pozornost nama mora zbuditi ta teden tudi dejstvo. A ne? To je tretja točka. To je tretja točka dnevnega reda. Od srede do srede. Od srede do srede. Ne? Nama mora zbuditi dejstvo, da je Glas ljudstva odstopil, a ne, zakon, ki ga je vložil po dveh poslancih, Pašek Šetinc in pa Kordiš, ne, so ga potegnili nazaj ven in pustili zakonodajni poti vladi, da ona spromovira svoj zakon. Ne. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da so se 3 stranke koalicije zavezale, da bodo vse bistvene točke iz tega zakona v širšem zakonu upoštevale in ugradile v ta širši zakon. Ne? In pazile, da se ga ne izigra. Ne? In kaj se je potem zgodilo v zadnji verziji? Najbolj bistvena točka, neprofitnost koncesionarjev, spet prišla nazaj noter. Ne? A ni to zanimivo? Ne? Ja, se pravi, zakon, ki je šel v proceduro prek vlade, govori o možnosti, da so koncesionarji profitne ustanove, medtem ko zakon, ki se je umaknil iz procedure, te možnosti ni predvidel. Ne samo možnosti, gre za filozofsko-konceptualni moment. Se pravi, to je bistvo zakona. Bistvo zakona je to, da razločuje javno od zasebnega zdravstva, in bistvo te razločitve je to, da koncesionarji, če že deležijo pri javnem, ne smejo delati profita iz javnega denarja. Ne? Ja. To je ključ vsega. Se pravi, če to podrejo duha zakona in zakon kot tak zbanalizirajo. Ne? Ga prilagodijo in, a veš, to je nekaj neverjetnega. Koliko besede nič ne ve. Dobro, sicer zdaj bomo videli, ali bo v zakonskem procesu, ne? Ali se bodo te 3 stranke, to so pa SD, Levica in Svoboda, ki so dale Dušanu Kebru, Glasu ljudstva, skratka celi te posadki, obljubo in prisego, da bodo in javno zavezo, ne pozabiti, javno zavezo, da bodo to uveljavili. Zdaj bomo videli, ali bodo res to uveljavili. Ampak že samo dejstvo, da ministrstvo gre in spet nazaj predlaga staro verzijo. Mislim, to je neverjetna ta zvijavost, pa kako jih ni sram. Ne? Namreč, a veš, celo Brecelj, ne se veš, mi da smo tukaj že nekaj spoštovanja izrekla in tako naprej, ne? Ampak spet ne vem, kaj ne se mislim, pred koliko je bil, mesec nazaj, na pamet govorim, pa tam nekje je bil intervju v Mladini, je z njim. Ne? In ko sem prebral, da je največji uspeh te vlade oziroma te komisije, ne? Njegove, te svetovalne skupine, ja. Da so odstavili Loredana, ne? Sem pa bruhnil v smeh. Je kdo ga je pa nastavil? Ne? Se sta bila največja prijatelja, Loredan pa Brecelj, ne? In konec koncev največji zaveznik je bil pa Golob. Ne? In zdaj, če je največji uspeh na področju zdravstva to, da so ga najprej nastavili, pol pa odstavili, pol pa veš, kje smo. Ne? Temu se reče, a veš, šekspirijansko much ado about nothing. Ja, lej, to je prepričanje, da bodo personalne spremembe avtomatično povzročile tudi konceptualne premike. Ne? Pa 200 milijonov evrov. Ne? Ja, to so bučke. Zamisli si, kaj bi mediji delali na področju pluralizma medijev z 200 milijoni na projektno. Ne? 200 milijonov je veliko denarja. 200 milijonov je zelo veliko denarja. In kaj bi se vse dalo narediti? Mislim, lahko bi bolj portaže urejali. Spremljam tudi druge točke, ne, kjer se v propeler meče milijone oziroma desetine milijonov sklad za podjetniško promocijo, kako se imenuje, ne. Ko nastajajo potem iz teh subvencij Potemkinove vasi. Ja. Mediji pa v resnici čakamo, ne, ali bo ta država, ki ima v svoji lasti Pošto Slovenije, subvencionirala Pošto Slovenije, ne, zato da bolj učinkovito. No, in to ta ista Pošta Slovenija, ki je naredila denar, ki je omogočila leta in desetletja denarne tokove Bojanu Požarju za propagando nekih določenih političnih opcij. Takole se krogi zapirajo. Ne? O tem govorimo. Ne? Takole se krog zapira, takole se zapira sreda do srede.
ampak ni hudič, da se midva čez en teden spet ne srečava. Bova. Hvala lepa.